če koga skrbi, si lahko tudi zdajle priskrbi kakšno konzervo, pa kakšen tale suh kruh, kaj že, ne toast, prepečenc, tako. A veste, pa zdajle, ko se bo začel, dejte, ne vem, visok fižol posaditi, tudi recimo utegelce na balkone, ali pa kamorkoli, ali pa recimo, če se vas najde par, pa najemte eno njivco. A veste, sej bo skozi več teh starih ljudi, ki bo z veseljem dal kakšno njivo v najem, pa se vas najde enih 5-10. A veste, kaj se da to na eni njivi pridelati? Noro, noro. Se mi bomo letos, smo zmenjeni za Lečem, da bomo posneli, kako, recimo, dati seme v zemljo, kako ga posaditi, kdaj ga posaditi, pa celo leto od semena do recimo shrambe. A ne? Tudi čim več vložiti. Zdajle, ko bo sadje, dajte si čim več sadja vložiti. Marmelade si skuhajte, kumarce vložite, paprike. A veste, to je neodvisno od elektrike. Meso ne pozabi povedati. Ja, če elektrike zmanjka, a ne, tam v kozarcih vam stoji, ni nobenega problema. Meso, klobase, zanče je Irena Rotarjeva na predavanju na Zoomu lepo povedala, a ne, kako so včasih shranjevali pečenke, suhe klobase. A ne, kar je svinjine, lahko vse zalijete z mastjo ali pa date recimo v zaseko, zasko. A ne, vse klobase se lahko da v zaseko. Jaz vem, da so pri nas doma, tudi, ko so bile bukove drva, salame dali v bukove drva. Mislim, ne v bukove drva, v pepel od bukovih drva, ki se je kuril v krušno peč in je noben črv prišel zraven. Suhe stvari, recimo govedino, se lahko posuši, okadi, tudi doma, če niste s kmetov, lahko naredite zaboj iz pleha in zaprt zaboj in spodaj lepo kurite počasi in si to vse lahko ukadite. Če zmanjka, recimo, če imate polne skrine, pa da bi zmanjkali elektrike, kar imate zelenjave noter, se vse da v slanico. Kako se pa to naredi? To se pa tako naredi, da se naredi solni koncentrat, to se pravi, date vodo in toliko soli noter, kar jo voda pobere, ja, in noter vložite zelenjavo. Jaz potem dam tudi, se pravi, če zmanjka elektrike, nimamo pečice, si naredite šporget, lahko kar na 2 cegla, pa eno lito železno plato čez, pa se spodaj zakur. A ne? Tako se da pomagati. A veste, mi smo imeli vikend, ki jaz sem bila stara tam, ne vem, 21-22 let, sva s prvim možem kupila parcelo za vikend. In gor nisva imela elektrike. Niti dolg časa nismo imeli vode, smo jo hodili na študenti iskat. In jaz sem se takrat naučila, boga iz svašta, kako preživeti v naravi s tistimi možnostmi, ki jih imaš. In sem tudi zunaj sva naredila tak provizoričen šporget na cegle, tako na 3 konce zaprt, čez lito železno plato in smo gor kuhali. Boš dobil. Ko rad govori, se bo dobil. Obečanje ludom radovanje. Dobiš. A ne? In na ta način recimo se da tudi meso iz skrine, a ne, se vas da ponucati, če bi zmanjkali elektrike, ali ga posušimo, ali ga nekako tako spečemo, pa damo v mast, zato je zmeraj dobro imeti te stvari doma pa rok. No, zdaj mu pa dam, no. Mi smo vsi navajeni, naprimer, da zelenjavo, ne, vlagamo v kozarce. Jaz vam bom tu nekaj povedal, pa probajte sami. Se pravi, če pridete do čistega mesa, ne tega kupljenega v trgovskih centrih in tako naprej, se pravi pri malem kmetu, ne? Pa ni važno, je to kokoš, a je to ovca, a je to govedina, to si zapiši, Mateja. Ampak tokrat vzamemo 4 litrske, pazite, to je zelo pomembno za preživetje, če ne bi prekinjal. Jaz sem za hece, ampak vem, kdaj je meja, ne?
4-litrske ali pa 5-litrske steklenice za vlaganje dobite v vsaki kmetijski zadrugi. Meso, sveže meso, narežite na kocke. Potem kocke mesa date not do vrha, v kozarec do vrha. Posolite in not dajte vse začimbe, ki jih običajno uporabljate pri nekateri vrsti mesa. Potem pa morate vzeti velik lonec, na dno katerega morate dati brisačo ali drugo cunjo. Potem te kozarce, 4-5 litrske, zložite not v ta lonec in spod to lahko na dvorišču naredite. Ali pa tudi na štedilniku plinskem. In enostavno vodo natočite v ta velik lonec, tako da je do pokrova. In kuhajte na počasnem ognju. Vsake toliko cajta morate previdno katerega od teh loncev vzeti ven, zato da vidite, a se je to vse not lepo prekuhalo tako, kot se mora, in boste dobili vrhunsko meso, vloženo meso v lastnem soku, brez kakršnih koli aditivov, strupov, pizdari in tako naprej. In je obstojno najmanj 1 leto. Tako si naredite zalogo hrane. Ko enkrat odprete, naprimer, zakaj brisačo, še to moram razložiti, ker če boste postavili lonce kar na dno, bodo počili, bo steklo počilo, pa vam je tručal v prazno. Se pravi, ko se ohladi vse skupaj, vzamete lonce ven in samo v shrambo, kjer pa shranjujete, zložite enega zraven drugega in gor napišite, naprimer piščanec, govedina, to, ono tretje. In ko rabite, naprimer, meso, hrano, enostavno odprete kozarec, vzamete zvilico iz njega, kolikor rabite, naprimer v skledu ali pa na krožnik, zaprete in drugo vas čaka. Lahko na koncu še nalijete tudi, da preprečite vdor kakršnim koli, recimo bakterijam, ki bi lahko to vloženo meso, načela lahko na vrh nalijete olivno olje. To je v bistvu zamašek, ki preprečuje vstop zraka. Najmanj 1 leto imate kompletno zalogo zase ali za celo družino mesa in nikamor vam ni treba hoditi. Mateja, hvala. Hvala za mikrofon. Pa hvala za tole, kar si povedal. Ti še jaz nisem vedela. Ja, jeviga, jaz tudi ne vem vse. A to meso, kad daš v ta lonc, to ga nič ne zalije, sam soliš pa začimbe daš, nič vode noter. Vode ne dajati, kajti meso samo ima dovolj lastnega soka, da voda ni potrebna. Mora biti pa že zaprt, predno se da kuhati. Kako? Kozarec mora biti zaprt, predno se da. Ja, pa seveda, Tako da se vse lepo not obdeluje, termično. Potrebno je včasih več, včasih tudi celo noč, posebno če so večji kosi mesa ali pa je staro meso, ker imaš mlado pipiko, pa imaš staro, kako stara je boljša, veš, samo dlje se kuha. Stara koka, dobra supa, To poznate.